Še zadnje dejanje in te sezone bo konec. Tako kot lani je finale letošnje sezone državnega prvenstva v reliju gostila Idrija, kjer je ta motošportna panoga praktično doma. Drage gledalke in gledalci, gledate reportažo Autoportreta.si. Prijem pa se preselimo v Idrijo, si na kratko pogledamo dogajanje 6. dirke prvenstva. Poreč je gostil že 20. izvedbo dirke. Poleg Ine Delte je to še drug reli na Hrvaškem, ki šteje tudi za slovensko prvenstvo. Rok Turk, ki je v Novi Gorici potrdil naslov prvaka že tretjič, tokrat ni imel sreče. Že na začetku dirke se je zavrtel, nato pa so ga doletele težave in prisiljen je bil odstopiti. Odločilna pa sta bila odstopa Janka Albrehta in Domna Agniča, ki se borita za naslov v edini še neodločeni diviziji 3. Tim Novak je namreč v Novi Gorici potrdil naslov druge divizije, Rok Jerkič pa prav v Poreču naslov prve divizije. Ok, nazaj v Idrijo. Na zadnjo 7. dirko je prišlo 63 posadk, sicer najmanj to sezono, a je bila akcija še zmeraj zagotovljena. Videli smo dve novi posadki z R5 dirkalnikoma, nemško-avstrijska naveza Albert van Turen und Taxis in Berhard Ettel, ter slovenska posadka Boris Požek in Jernej Korpa. Kot je v Idriji navada, se je dirka začela v soboto, končala pa v nedeljo. Prvi del je bil dolg le slabih 9 km, a že tukaj smo videli marsikaj. Ob 14:45 se je kratek HP Idrija začel v obratni smeri, tako da smo najhitrejši čas dobili na koncu, postavil ga je Rok Turk. Sledila pa je letošnja novost, super special, ampak ne v Idriji, temveč v Žireh. Tukaj pa se je začelo zares. To nesrečo je povzročila ena sama guma. Lahko rečemo samo hvala guma. Marko Anželak in Tadej Verdel sta bila v redu, ter sta naslednji dan celo nadaljevala pod pravili Super Rally. Pod istimi pravili je v nedeljo štartal tudi Tim Novak, ki je prav tako odstopil. Po vnovičnem prehodu brzinca Idrija sta Turk in Kacinova nabrala že kar 19 sekund prednosti. V prvenstvu sta bila Darko Peljhan in Martin Mlinar dovolj dobra za drugo in tretje mesto. Mlinar je po prvem dnevu tudi vodilni v diviziji 2, Franci Božič vodilni v diviziji 1, Vasi Miklavčič pa prvi v diviziji 3. A to je bil le uvod, pravi preizkus je bil na vrsti naslednji dan. Nedelja se je začela ob 9:53 z najdaljšim brzincem dole. Nažalost se je število R5 dirkalnikov zmanjšalo na 4, ko sta Požek in Korpar doživela nesrečo kmalu po štartu. Sledila je HP ledine še druga preizkušnja dneva. Matic Humar je že po prvih prehodih po prebiti gumi prejšnjega dne že prišel nazaj v vodstvo divizije 3. Posadke so se vrnile v Idrijo za kratek servis, nato pa se je vse skupaj še enkrat ponovilo. Ostajamo pri tretji diviziji, kjer so Bernikovi upi za naslov splavali po vodi. Padel je z 3. do na 6. mesto. Vse bolj je kazalo na naslov Vasi Miklavčiča. V diviziji 1 je potekal boj med Bojanom Velkovrhom in Juretom Jeribom za drugo mesto v prvenstvu, a je bil slednji prisiljen odstopiti zaradi okvare motorja. S 3 HP-ji do konca je bil Rok Turk pred van Turnom und Taxis že v prednosti večjo od minute. Četrta zmaga sezone se je nasmihala domačinu. Zadnji, tretji prehod brzincev pa se je izkazal za usodnega za 2 škodi Fabiju. Rok Podlaj do 8. HP-ja 6. v diviziji 1 je zabeležil DNF zaradi tehničnih težav. A bolj usoden odstop je bil tisti, ki je končal dirko Francija Božiča in Mateja Pračka prav na zadnjem brzincu. Do takrat je posadka celo vodila. Rok Turk je bil popolnoma nepremagljiv. Dobil je vseh 9 brzincev in vse z večjo razliko od 5 sekund. Albert van Turen und Taxis je bil kar minuto in 25 sekund zadaj. Poslušajmo, kaj je povedal domačin. Najprej seveda čestitke za današnjo zmago. Kako se je sama dirka razpletla za vaju z Blanko? To ne bomo zdaj predavati na dolgo. Zmagala so super, je bilo, jaz bi se več tukaj zahvalil publik, kaj je bila te 2 dneva super, no, in je bilo res super nastopiti pred domačim občinstvom, tako da upam, da so s to zmago povrnila njihov trud, da so prišli pa navijali tukaj, tako da moram reči, da smo super zadovoljni. Konsistenčen to sezono je Darko Peljhan, ki se je 5. letos uvrstil na stopničke. Prisluhnimo še njemu. No, zdaj, glede na moj izostanek zadnjih par let, lahko rečem, da je bila ta dirka današnja taka. Lepa priprava,
hvala organizatorju, ogromno gledalcev na cilju tras, pa tudi zbira trase za spremembo taka zanimiva, dobra, nova. Dobre, gore so pač gore, nekako poznamo zadevo, le vtakmo tempo naprej. Gassner Jr. je bil le 3,7 sekunde za njim. Je pa bilo to dovolj za tretje mesto v državnem prvenstvu. Zdaj pa še končno točkovanje. Novi in stari prvak je dosegel 157 točk in pol, kar je več kot lani. Res pa je, da je bila letos odpeljana ena dirka več. Skratka, Peljhan je na koncu prehitel Abla, ki je ob samo 3 odpeljanih relih kariere prišel do izrednega rezultata. Čas za divizije, začnimo kar spodno. Večino dirke je vodil Franci Božič, a slišali smo, kaj se je zgodilo. Tako so se na stopničke, ki so bile res tesne, uvrstili. Nejc Mrak in Asja Plesničar tretja, 13,2 sekund zadaj. David Pivk, Tadej Rupnik 7,9 sekund zadaj na drugem mestu. Zmaga pa je šla v roke Bojana Velkavrha in Nine Velkavrh-Gorenc. Kako je dirka potekala skozi vaše oči? Dirka je bila zelo zanimiva, hitra, naporna, tako da to je to, kaj če reči. Lepši, ja. Prvaka Jerkiča v Idriji ni bilo, a je že v Poreču s 137 točkami in pol potrdil naslov pred Velkavrhom in Jerebom. Tim Novak, favorit številka 1 v drugi diviziji, ta vikend ni imel sreče. A ko je drugi dan nadaljeval s pravilom Super Rally, je imel s ciljem zagarantirane točke. A za stopničke so bili dovolj hitre posadke Martin Štucin in Gregor Mauer, Martin Mlinar in Miran Mlinar, ter najhitrejša Herman Gassner Jr. in Ursula Majerhofer. A ker je Tim Novak le letošnji prvak, poslušajmo, kaj je on povedal na koncu. Ja, hvala za čestitke. Petek nam je spustil hladilnik, tako da so se mogla pred zadnjo Idrijo ustaviti, nažalost. Danes pa ja, poleg svoj tempo. Gledalcev je bilo zelo veliko, tako da vreme zdržal, da se je bolj kalanskli. Tako da super rally, no, škoda za naj, da ni bilo bolj, bom rekel, se bolj dogajalo, da bi se dirkali, ampak tudi take pritom, tako da no, poslagam na pol. Ker tudi Fakina ni bilo tukaj v Idriji, je razlika kar velika, skoraj 30 točk. A tudi tretje uvrščenega Grosija ni bilo. Skoraj bi Štucin prišel v top 3. V tretji diviziji smo bili priča najmanjši razliki med prvim in drugim. A ni šlo brez težav. Matic Humar in Nika Jereb sta v soboto priluknjala gumo. A nista izgubila veliko, zato sta le prišla do zmage. Le 6 sekund za njima sta se na drugo mesto uvrstila Vasja Miklavčič in Martin Černigoj, ki bi skoraj s tem momentom zapravila dirko. Janko in Mitja Obreht pa že celo sezono sledita drugovrščeni posadki. Miklavčič je zbral dovolj točke za naslov prvaka, zato prisluhnimo še njemu. Kako ste zadovoljni z odpeljanjem idrijske regije? Malo bolj počasno za vožnjo, zelo redo. Kolikor vas poznam, vi ne poznate počasno vožnje. So me prepričali. Malo manj kot 100 točk je zbral, a prednost je glede na to, da se je prvenstvo odločilo tukaj, kar velika. S tem pa se je končala doba Aleša Zrinskega. Vsaka stvar se nekje konča in tudi sezona 2019 se. To pomeni tudi konec za naše reportaže, a ja ne, prihaja še pregled sezone. To pride malo kasneje, a za zdaj hočem reči hvala, da ste si ogledali ta video. Kot zmeraj, vsak like, subscribe in delitev pripomorejo k boljšemu ustvarjanju še naprej. Hvala za pozornost in nasvidenje.